Dober večer. Jutri je pustna sobota in mize se bodo spet šibile pod težo krofov. A kakšni so ti krofi? Se v tej državi lahko še zanesemo na tradicijo ali se v kulinaričnih globinah skriva grožnja in nevarnost, ki bi lahko razdelila naš narod? So vsi krofi res pravi krofi ali smo priča tudi voks pekarstvu? O tem bom danes razpravljal z mamo in kuharico Angelico Likovič, evropskim poslancem Brankom Grimsom in poslanko Natašo Sukič. Ne, pa če začnemo kar direktno, gospa Angelica Likovič, ne, direktno vprašanje. Ste pekli? Lepo pozdravljeni. Dober večer. Dobro večer. Ja, 10 do 11 je, tule sva falila. Ura je, da polne smo. Dajmo se po slovenski izražati. Dobro jutro, Dober večer. dober dan. Dober večer. Ne moramo dobro reči, če da polne. Samo oddaja se bo predvajala zvečerne. A ja se bom naprej posneti, smo naprej v živo. No, naprej smo v živo. A, dobro. V glavnem, največji problem v Sloveniji v današnjem cajtu je, da ta pravi krofi so narejeni po receptu naših babic. Dobro. In kaj naši otroci zdaj jedo? Mi otrokom ne pripravljamo tradicionalnih krofov. Dobro, kakšne krofe pripravljamo? Vse drugo. In to je narobe. Tukaj vidim ne. Ta prav krof je z marelično marmelado. Dobro. Ta prav krof je z marelično marmelado. Dobro. In zdaj imamo pa tele s pistacijo, ali koga je. Tukaj vidiva ne dubajske. Tako, dubajske. To je pa s pistacija. In dubajske Ak se me pa, čokolada. gre pa na kazlajne. Ne gre na kazlajne. Dobro. Jaz vam povem, če bi jaz bil Slovenc, nikoli ne bi jedel teh krofov. Dobro. Gospod. Pa imaš krofe, sem videla s humusom. S humusom. Dobro. Filah humus notri. Dobro. Ja, ne gre. Marečna marmelada mora biti. Marelična. Imamo pa marmelada, se neke dubajske krofe, pa se zdaj prodaja na polno. Dobro. S pistacija. Dobro. Za kazlat. Gospod, na drugi strani imava gospoda Grimsa, ne vi ste v Evropskem parlamentu že govorili, ne, kako je treba Kole bo povedala. meje. Kole bo povedala. Poved. Slovenski krofi mar biti, zdaj v teh cajtah, ko bolj zdravo živimo, mar biti, da imajo manj sladkorja. Mar biti. Ampak, ko not pistacijo vidim, začutim, da je pa manj sladkorja, pa več greha. Dobro. Več greha. Več greha. Ne, gospod Grims, tudi vi pravite, da je v teh krofih več greha in da je meje potrebno. Ker so jih zapreti. naredili ljudje, ki ne verjamejo tiste tradicionalne družinske vrednote, Dobro. pa ne znajo speči niti tega poštenega krofa ali pa patice. Ne znajo speči poštenega krofa ali In zdaj, če bomo resno povedali, takole bo povedala. Bo Takole bo povedala. In če da velimo te čokoladne krofe, pa te eksotične krofe, zdaj mi pa povejte, kaj sledi. No, kaj sledi, gospod Grims? Suši burek. Suši burek sledi, vam povem. Ga že voham. Pa okol natlače tis ingver, kadol visi, kad na kazlajne gre, ka vidi to. Pa wasabi, sam da ga vidim jočem. Dobro. Pa ne zato, da bi me tukaj čez nos notraj, ampak zato, ker se s tem spodbija slovenska kultura, slovenske vrednote slovenske družine, slovenska patica, slovenska družina, slovenske tradicionalne krofe, z marelično marmelado, ne pa si sta pistacija, pa dubajske, pa tist, so samo slemansk. Gospod Grims, ne, se tudi vi bojite? Ja. Glejte, zapreti je treba meje. Sem flanca, tisti ta pravi, ki že samih krofi so en navaden srbizem. Dajmo se mi tega zavedati. To je čisto dejstvo. Slovenska tradicija, zapomnite si, Slovence bo uničil zahodni liberalizem, tako. To bo uničilo slovenske vrednote. Točno. Veganska kranjska klobasa se zadnjič vedela, na tabli je pisalo. Veganska kranjska klobasa. Veganska kranjska se pa rekla, je pora se ne pate, pa ne vem. Dobro, to Zdaj pa ne vem. Mi točno rabimo krofologijo v šolah, ne pa LGBT+. A veste, naša mladina je res ogrožena. Res je ogrožena v šolah in potikajo krofe brez sladkorja
in jih Tako učijo, je. kako je vsako pecivo enakovredno. Fige je faješka, ampak to je ideološki napad. Da bo pa takole Uvedno- povedala. Čakajte, sem še nekaj. Ne, Uvedno takole povedala. obvezni predmet slovenska krofologija, Gospod kjer Grims, kjer se bo učilo o pravih vrednotah, marelca, sladkor v prahu in tradicija. dobro, gospod Grims. Marmelada mora biti na sredini, ne pa da jo proizvajalce razmažejo po vogalah. Tako kot levičarji razmazujejo resnica. Pravi krof mora imeti trdno jedro. Tako kot naša domovina. V Bruslu ne ste predlagali Zdaj pa- DNK test krofov. Zdaj pa vokalne so pa pripravljene za na proteste, se mi zdi, da, tako, da sem prepričljiva, da se malo za proteste vadam, sem pa ta prava za proteste zdaj. Ja, točno. Že enkrat povedala, marmelada mora biti na sredini, ne pa da proizvajalci razmažejo po vogalah, tako kot levičarji razmazujejo resnica. Dobro. Ja. Gospod Grims, kako bo izgledal Pravi DNK krof, test? teh bo tam povedal do konca. Gospod, Pravi gospod. krof ima trdno jedro, tako kot naša domovina. Ja, pa da aplauz in tako naprej, pa reklame. Dobro. Ja. Dobro. Gospod Grims, če greva korak naprej, ne, DNK test krofov. Ja. Kako bo izgledal? Glejte, vsak krof, ki ni 100% slovenski, mora iti skozi DNK test. In če ima primesi belgijske čokolade ali pa francoskega vaniljevega kremšnitizma, ga lahko takoj označimo za nevarnega in ga deportiramo nazaj v Evropsko unijo, od tam, odkoder je prišel. Dobro. Ja. To se pravi. Ne, ni v redu, to je problem, ker ni dobro. Ne. Jaz sem to probala, jaz sem to ugrizala, ni dobro. Ni dobro. Se sta pestace, do tu šestice, to se je zapacalo. 2 dni sem z jezikom tam nekaj ne šlo. Dobro. Ja. Ne, ni dobro.